Matej Turšič MTK, 9. VSI narcisi sohinavci. Oni se pretvarjajo, da imajo moralojen vrednote, ki jih zares nimajo. Za zaprtimi vrati lažejo, žalijo, kritizirajo, so nespoštljivi in zlorabljajo. Lahko naredijo in govorijo, kar hočejo, ampak kako si upaš jim kaj reči nazaj o si jih kritizirati. Imajo cel niz pravil za druge, vendar ne upoštevajo nobenega svojega pravila in ne izvajajo ničesar, kar pridigajo. Vam je znano to. Če ste to zasledili enkrat, je dovolj, da veste, kam spadajo. To je tisti nevidný sovražník, virus, ki ga je treba energetsko izstradati. Prekinite všech stikov je zaenkrat jediný úspešen recept. Lepo gumno, saj se vám budú takoj odprela nová obzoria, le obrniti od nich stran se morate. VSE dobro, duše zlaté červené srdce, červené srdce, červené srdce. Dobro jutro. A ste slišali, kako je Čehinja prebrala? Vsi narcisi so hinavci. Ja. Ej, ampak sonce pa ni hinavsko. A naredite pozdrav soncu. A ste videli, oblak se je postavil točno zdaj, čez sončka. Se bo pa šel nazaj, zihar. Vsi narcisi so hinavci in za zaprtimi vrati so. Lažejo, kritizirajo, so nespoštljivi in zlorabljajo. Ja. Vam je ta stvar znana? Ja. Jaz sem sicer rekel, da je sobota dan brez digitalnih medijev. Jaz načeloma res se malo manj ob sobotah. Se zdaj pa že sploh ne vem, kateri dan je. Te dneve niti ni pomembno, kateri je dan. Predvsem pa moram reči, da odkar sem se spravil v naravo, živeti v naravo, čist not v sam srž, v samo jedro. Nekaj ropota, Lucy se je šla kopat, kad tle zadnji bazen, veš. Odkar sem se spravil v naravo, jaz dejansko ful manj uporabljam medije. Nasploh mnogo manj berem in se mnogo več prepuščam razmišljanjem, se pravi, kada bi rekel, do neke točke sem naberal znanje, ker sem ga kar ful časa, ne bo pomote, ful sem brskal in razberal, zdaj pa mnogo manj, enostavno je dovolj osnove, da lahko se grem svoje spoznanja iskati tle not v sebi s pomočjo tega miru, ki je tle okrog. Zdaj, slišite čiv, rešilca pa gasilca pa ne. Nič. Super je. Popolni mir. Mir okrog in v meni. In okrog mene. Ful bi vam privoščil to, ampak imate na razpolago tudi vi. Morate se pa vi odločiti, a si ga želite do te mere, da boste rekli, ok, grem tudi jaz malo v naravo, pa se je vendarle sobota. Jaz dodajam tej tišini vibracije zdravil, ker enostavno sem audio inženir in mene ušesa so precej velik faktor v mojem življenju. Mislim, bolj mi je pomembno, kaj slišim, kakor kaj jem, ker klinc, če v džumbusu jem najboljšo hrano, ni vredna nič. Jaz upam, da ta komad poznate, ena izmed mnogih izvedb, kako je treba sonce spustiti v sebe. Nisem pretirano se spuščal v razumevanje same skupine Hair, ampak dovolj, da razumem, da pravijo, da je treba sonce spustiti v sebe, ker mi smo sonce in delujemo iz sebe ven. Tisti, ki sveti iz sebe ven, ki je ta, ki daje iz sebe svetlobo, ne rabi nobenega spotlighta, pozornosti. Poglej me, kako sem hud, kako sem dober. Z nekim navideznim smehom vlačati pozornost na sebe, z nekimi floskulami pridobivati pozornost. Pozornost je bolj pomembna, da jo vi vlagate v to, kaj okrog sebe slišite, vidite, kaj čutite. Sem naredil eno trilogijo za naročnike. Se mi zdi zelo pomembno, da imamo te 3 segmente jasno razdeljene.
če gremo naprej, je zelo pomembno tudi, kaj govorite. Ali so to prazne floskule, so to naučene stvari, ali so stvari, ki prihajajo iz vas. Seveda, vi bi govorili iz sebe, ampak govorite iz sebe in kaj pa govoriš neumnosti? Narcisi zmeri vas degradirajo. Zato sem začel današnji video s tem, kaj so in kdo so ti drekači, ki nam serjajo, in mi se dejansko nismo upali dosti govoriti, ker so nas vedno utišali. Tako, kot moram jaz utišati moji dve. Samo, ej, Luz! Ne morajo kar lajati. Let the sunshine, dovoli soncu, naj gre v tebe in sveti znotraj sebe, iz sebe ven. Ej, Luz, sorry. Pa o miru govorim, a veš, kako se jih sliši odmevajo, kaj čez cel hrib. Babe moje. Ampak imam pa mir. Mislim, ne moreš priti do mene, da ne bi jaz vedel. A veš. Mislim, one so se navadile samo na določene ljudi, da lahko pridejo bližje, brez da sem opozorjen. A ne? Zakaj se ne upamo govoriti? Tle sem ostal, a ne? Grlena čakra, sem že opozoril, je ena zelo poškodovana in zatrta. Pa naj bo čakra. Sej kekec tudi ni o čakrah dosti, najbrž vedel. Pa tudi jaz se ne bom kaj not pretirano poganjal, zaradi tega, ker bi vas rad nekako prepričal, da vi ne rabite biti filozofi, vi ne rabite biti, ne vem kaj, duhovni, guru, ne vem kaj, zdaj na ne vem kakšna strašna predavanja, ker ni potrebe. Kekec ni hodil na nobena predavanja, pa nobene delavnice, ne vem, recimo na nobeno predavanje, pa na nobeno delavnico ni hodil, a je prav. On se je izražal in nihče mu ni upal nič reči, zato ker je iz sveta nosil dobre dogodivščine. On je sicer ljudem razlagal, kako je lepo gor, tam, kamor gre, ampak niso si ostali upali. Sam on je imel ta pogum. Tudi pogum, da je povedal na glas. Ampak hvala Bogu ni bil obkrožen z narcisi, da bi ga pritiskali ob tla, pa rekli, kaj si pa tudi butl. Za butla nas imajo narcisi, ko jim razlagamo, kako je tam gor. Bom dal en primer, ki mi ga je predal en kolega. Zgodba gre približno takole, najbrž vam kaj falil. Ampak bil je možakar, ki živeli so v vasi, in ta možakar se tle noter je počutil bolj tako, pa je šel v samoto na hrib, pač na bližnji hrib. Pravzaprav je bila gora, ampak prvi dan je prišel do neke višine in je videl, ta vas so bili baje sami moški, dajmo tako, da bo še bolj. In on gre na goro in vidi, da obstaja vas, pa pol tam se vidi še planjave, da obstaja še nekaj več od te vasi. In pride dol in njim razlaga, oni oštariji pijejo, pa jim razlaga, pa to ni samo naša vas, svet je večji, ne? In on reče, dej, ti si tudi neumen, ne, da sama vas, se smo mi, pa čau. In on je rekel, klinci, jaz to vidim malo drugače. In je šel naslednji dan, on še enkrat na ta hrib, pa je šel še višje. In on zagleda v daljavi, zagleda še eno vas. In pride dol v dolino in pravi, pa ne samo, da je drug svet, tudi druga vas je, še ena vas je. In tako on pravi, dej, ti si tudi brisan, kako bo druga vas, če smo sami, mi smo ta glavni na svetu, ne? Narcisi imajo dosti podobno sceno. In tako je on hodil vsak dan višje in je spoznal, da je iz te druge vasi prišla gor tudi ženska z istimi nameni. Tudi ona je počela enake stvari, hodila vsak dan gor in razlagala v vasi, kako je gor višje, ampak nobenemu od njih niso verjeli.
Ona dva sta seveda se gor imela krasno, za vse bi bilo vseh dovolj, če bi bilo v tej vasi sam moški, pa tam sam ženske, bi se krasno združili in živeli v harmoniji, slogi in tako naprej. Najbrž bi ženske bile zadovoljne s fanti, fantje pa zadovoljni ženskami in bi bilo vse lažje za vse. Ampak ne, tako so ustrajali vsak na svojem bregu, ta dva na hribu sta se imela pa prečudovito. Poanta zgodbe je, da ne moreš ti, nisem jo čizglih prav povedal, da ne bo pomote, ampak poanta zgodbe je pa kar v redu, da tistim dol ne moreš razlagati, kako je gor, ker morajo iti sami gor pogledati. Ne? Približno tako je z duhovnim razvojem našim, oziroma kakšnim razvojem, bom rekel, samo spoznanjem. Ne rabite vi duhovno se iskati, ker se niste zgubili, tako ker se zgubi kakšen bankovec za 10 evrov. A ne? Vi ste samo pozabili, kje ste, oziroma kdo ste. Ali pa mi smo vsi, nismo vedeli, kdo smo, da mi smo nekaj mnogo več, nekaj, kar izvira od znotraj in je v tem telesu, ki ima možnosti samozdravljenja neverjetne, ampak duh je zdrav v zdravem telesu in zdravo telo ponuja prostor zdravemu duhu. Ukolikor nista ona dva v balansu, pride do disharmonije in tle pridejo ven razne anomalije, imenovane bolezni, nekateri so jim rekli virusi. To pa Lucy prišla moja. Lucy, povej, kako si lajala. A znaš ti kaj zapeti? Boš pesmico zapela, eno? Da reč, mi, Lucy, 3, Lucy, 3, mi, nadeva, mi, 3. Tako, tu si ti lajala. Moja Lucy, tako. Mora čuvati. Ona ima nalogo. Ona ima misijo. Ona čuva. To je njena naloga. Ona ni hodila v nobeno šolo, kako biti miren. Ve pa, da se z mano počuti dobro. In če se ne bi počutila z mano dobro, pa jaz se ne bi počutil z njo dobro, pol najbrž ne bi bila kompatibilna. Ne? Pa ne vem, če bi se lahko tako razvijala oziroma imela lepo in raziskovala. Ampak ni dosti, imamo Lino pa imamo Lucy, da je super. Brezpogojna ljubezen je tle vmes, med nami tremi je brezpogojna ljubezen, ker mi trije smo najboljši par. Oni dve sta psi, jaz sem on in človek in zdaj sva dve vrsti in mi trije smo najboljši par, človek in pes. Evo. Vidiš, pa še Pero Lovšin se pokrije, ne? Pravi, da kofi ni dober, ampak meni paše. Se je konopljina kava. Je pa nekaj čudno. Ni mi všeč, prej sem eno boljšo spil, ta ni. Ok. Dan se zjutraj lovi, najlepša jutra so raj. Tudi zjutraj so najlepša jutra, če še ne veste. Ampak ne zjutraj ob 11. Bi si že vse zamudil. Sonček je zjutraj poln. Še enkrat, sonce morate dobiti v sebe, obvezno, sončna očala stran, nujno. Tudi, mi se še sončimo tle na obali, zdaj ste vi na celini najbolj že malo bundika. Ja, zahlaja, bedno, ja, sej poznam, mi reči, da ne vem. Da se vrnem na osnovo, govoriti je treba, grlena čakra je bila nam zatrta. Zdaj, spregovoriti je v bistvu zato rabite precej moči. Mi je všeč, ko mi pravite, mama, se pa upaš, ne, imaš pa kohone se, ne, vsaka čas, da si se izpostavil, dober poveš, veš, jaz se ne bi upala tako, ali pa tako, mi je všeč, da ste prepoznali. In ja, se strinjam, mislim, mene ni bilo strah tudi to, zato ker sem imel močno vero. Tušič pa si spet preveri. Ne, nisem preveri, oni klasični, veruj v enega Boga in v vsemogočnega in to je Kristusovo telo, ki se daje za nas in Kristusova kri, ki se pije za nas. Za vas, Kristus ni želel, da samo kri pije, še enkrat, da smo si na jasnem. Vero sem imel, da je vse ok. Vero sem imel, da mi nihče nič ne more. Vero sem imel, da bom na tak način pomagal vsaj enemu. To je bila moja misija, da bom vsaj enemu odprl učke. Blagoslov je prišel in ne samo enemu, večim.
sem uspel s temi mojimi, takrat sem jih imenoval flancerijami, pomagati, ker seveda narcis noče, da je kdo bolj pameten od njega, a ne. Zaradi tega sem deloval navzven kot en butelj, pa nisem, veš, glih butelj. Meni so narcisi razlagali, da sem butelj, pa nisem, veš. Mislim, vse kaže, da ne. Se najde še kakšen narcis, ja, ki bi me rad demantiral, ampak me ne more razmontirati, zato ker sem malo hitrejši, ne. Zmeraj je treba misliti naprej, da lahko ga pol klofneš nazaj. Ker narcis ima milijon obrazov, milijon trikov, milijon iger, laži, prevare, sprenevedanja, pravila igre. In v bistvu še narcis ima še eno ful zanimivo lastnost, da on pove na tak način, a ne, da v bistvu ti ga ne razumeš. In pa moraš ful študirati in pol rečeš, me ne štekam in on tle pride na vrsto, a ne, koliko si ti butast, a ne, moram vse razložiti, a veš, sem hud ka popar. Ne, če bi kadar človek človeku želi nekaj razložiti jasno in glasno, mora imeti pred sabo 3-letnega otroka, ki pač nič ne razume. Mislim, kako čem jaz zdaj razlagati audio inženiring vam v mojih strokovnih izrazih, ki ne boste nič razumeli. Džabe, da meni doktor biologije ali znanosti, jaz ne vem česa razlaga v jeziku strokovnih izrazov, ki jih ne razumem. Daj probi mi objasniti na nižji nivo. In normalni ljudje to razumemo in funkcioniramo na način, da si stvari povemo enostavno, a ne? A ćemo jih zakomplicirati? Valjda, da dajmo enostavno, pa bomo vsi vse razumeli. Narcisi nočejo enostavnosti, oni hočejo komplikacije in ceremonije, a ne? Se vračam spet na kekca, tudi kekci enostavno predajo besede, znanja, videnja, spoznanja in tako. No, ni kompliciral. Komplicira ta sistem, v katerem smo živeli. In dajte razumeti, da morate izskočiti iz njega, ga zapustiti. Dejansko smo že v fazi, kjer lahko občutimo, jaz zase govorim iz prve roke, obstajata dva svetova. Zame svet narcisov in sistema je nesprejemljiv in ne morem se več familiarizirati z njim. Nekompatibilni smo, enostavno ne gre več in ne želim niti pod točko razno se prilagajati na idiotizem zakompliciranosti. Zaradi tega nekako sem se dal v naravo, v točko, kjer je možnost ustvarjanja ene čiste družbe in oziroma osnova za razmišljanje, kako mora nova družba obstajati. Tudi mi tukaj se učimo drug z drugim funkcionirati, ker smo različni in želimo to stvar nekako narediti neko izhodišče, kaj je čista družba, kaj družba želi. Sej ni fora v tem, da vsi vse znamo. Fora v tem, da se znamo zorganizirati na tak način, da če zna nekdo šivati, pa nekdo zelo dobro kuha, ali pa ne more početi zaradi mogoče telesnih pomanjkljivosti, kaj drugega, je kuha super. Nekdo ima rad vrt, nekdo je pa bolj lesarsko usmerjen, dajmo mi skupaj narediti nekaj v kombinaciji lesa in blaga. Ne? Če ni noben za železo, pač ne bomo z železom upravljali, se razumemo? Ok, sej bo tudi železar prišel, mislim, se ga imamo tle blizu, super. Družba, vse je eno. Moč ljudi, ki smo skupaj, je neustavljiva. Nas so želeli deliti, a je jasno, na ful različnih nivojev in mi moramo iz tega deljenja priditi na seštevanje, ne na deljenje, na seštevanje in množenje. Ne upate si še dovolj biti vi, zaradi tega, ker vedno, kadar ste se vi začeli izražati vi, a ne, se je najdla horda narcisov, ki vas je stisnila, da dej se malo obnašaj, Turšič, ne moreš tako, piška, dej v easy. A ja, jaz pa not atomsko energijo. Jaz sem namreč 5-krat šel že čez fazo preboja, pa nisem vedel, kaj se mi dogaja. Zdaj pa točno vem, kaj je bila fora in točno vem vse nazaj,
kako so ljudje do mene delovali, kdo je do mene kako deloval in na kakšen način je sistem to prijel. Jaz sem v zadnji fazi končal v zaporu. Evo, zaradi banalnosti, v priporu, sem pol leta so študirali, da v bistvu ni tako zelo huda kazen, da v bistvu bi lahko pogojno preživel, je vse ok, ampak so pol leta oni to študirali. Oni so načrtno vedeli, koliko časa potrebujejo, da me ugasnejo, ne? In sem se ugasnil za neko obdobje, za zmeraj pa ne, in ponovitvena nevarnost. Evo vam jo, ponovitvena nevarnost, tukaj je, nevarnost pa je, ja. Nevarnost ta, da bom začel govoriti resnico in resnica prihaja na dan, ne da prihaja ona bruha. Kraljica je pač riknila, uradno, medijsko, pa sej, jaz sem 2 meseca nazaj povedal to isto stvar, da je zdaj medijsko riknila, ampak riknila je dejansko pa leta 2020. Ona je, in od takrat naprej je Buckinghamska palača prazna, vojska noter, redera. In princesa Diana nam bo razložila, kako so noter žrli otroke in imeli razne ceremonialne v teh svojih sobanah, kamor seveda nihče ni smel, ne, valjda rituali njihovi kurčevi, da so ti reptili sploh vzdrževali podobo človeka. Kam vse stvari peljejo, dragi moji, to je za kozlat. Za kozlat. In mi nočemo te kozlarije tudi približno. Dajte si muziko, dobro, dajte skiniti reklame, dajte skiniti vreme, dajte skiniti poročila. Mislim, kaj dobite tam? Pozitivna energija, ja, odlično, maske in testiranja, wow, super, a ni dobro? Ja, krasno. Ne biti, ne probati narediti vse v enem dnevu, kaj ne gre. Ne probati niti fizično, niti noter v sebi, ne morate iti iz nič na milijon obratov. Atomska energija, ki je tle noter, zahteva disciplino, da ne boste vi kar polivali tam po kontrolni plošči. Si predstavljate, atomska energija, ki jo imamo, jaz si predstavljam tako kot en kokpit, a veš, tam pilot vozi in tam, ko pilot vozi 1000 gumbkov in ne vem, napravic in zadaj so ljudje, mislim, ne moreš se kar skipati dol, padeš pa se ubiješ vsi skupaj. In tam moraš biti svjestan, ne moreš iti na bitke v avion, ne? Mislim, se so zdaj avtopiloti, malo drugačni ruski, neki majstri so vozili Antonova, so jih na letališču ustavili pa areterali, ker sta tela iti na Antonova po prekrokanje noči, oba čist nalizana sta tela Antonova peljati nazaj v Rusijo, praznega, ne. Ja, mislim, se to že pred časom nazaj. Predstavljam si, da mi imamo vse to atomsko energijo, da v bistvu jo moramo znati upravljati. A veš, to pomeni, da moraš biti treznih, čistih misli, da moraš biti previden, kaj ti hitro je hitro, prehitro pa je hitro pizdarja, ne. Ne moreš ti tam piti kavico, ne, zdaj pa letimo krasno na 6000 metrih, krasno, lepo nam je, opa, jaz sem pa kavo polil. Pizda, opa, jebote. Jaz gledam, kako ljudje nezavestno hodijo po svetu, kako se spotaknejo vsako stvar, ne vejo, ki jim je noga, ne vejo, ki jim je roka, mi polije, kozarc se spotaknejo, flašo se razbije, valjda sem nervozen, ker moram, jaz imam 2 psička, ne morem zdaj. Mislim, steklo je res klinac, če se razbije, zato moramo biti previdni. In previdni moramo biti pri vsakem svojem koraku. No, pa še ena stvar, če hočete vi voziti Boeinga 876, ne vem, sem se zmislil številko, morate najbrž začeti z eno malo cestno. Pa preden boste šli se vseli v cestno, boste mogli vi vedeti kaj o vetrovih, pa o vzgonu, pa o termodinamiki, najbrž malo manj, ampak o delovanju motorjev. Jaz ne vem, kaj še vse rabi človek vedeti, pa kaj je žiroskop, pa tako. Žiroskop kaže, kaj že? Ravnino, ne? Ti rabiš žiroskop, zato da veš, ali si ti tako, avion kot tak, ali tako. Zdaj ti meni pove, kako lahko žiroskop okroglo zemljo razume. Moram vas malo dražiti. Ne vem jaz, kakšna je oblika zemlje. Ampak žiroskop pravi, da nešto ne valja. Ja, to ni edina stvar, to jih je ful.
Zdaj sem flat earther, a ne, zdaj sem pa flat earther, prej sem bil pa anticepilc, prej sem bil pa narkoman, vse sort sem bil, pa butelj tudi, vse sort. Ampak nič bad, sem svoboden. Narkoman, flat earther, pa še vse sort. Pa nisem nič od tega, da ne bo pomote, ampak ljudje govorijo svašta. Za mojim hrbtom. V fris se mi pa ne upajo žokant tega, a ne? Zato, ker so svinjačari, svinjakari, drekači, klevete so tudi vam naredile mnogo škode. Ja? Zaradi klevetanja, se pravi izmišljotin za vašim hrbtom, je vaša podoba v svetu zamazana. In nekdo, ki je slišal kleveto, se pravi neko laž o vas, jo je sprejel z lahkoto. Ko ste mu vi povedali, kaj je res, ima pa 1000 vprašanj. Se pravi, laž je šla v človeka vedno. Laž je, ne, ker je laž, ne. Resnica je pa težko šla v človeka, vedno. Ampak izkaže se, da ima laž kratke noge, ne. Saj kraljica je bila tudi majhna, ne. Ti, kdo je pa naslednji zdaj, ki pade? Je pa papa. Mislim, pade, on je itak že visi, a ne, mislim, zvisuje. Odvisuje svojih 10 minut slave in je bil valjda eliminiran z obličja naše prečudovite mame zemlje Gaje, a ne, ki nas futra svojo floro, fauno in energijo, zato ker mi smo tudi del narave, ne, mi smo narava, mislim, tako, ko so drevesa, pa ptica, pa trava, pa kamni v naravi smo tudi mi. Ne vem, ali kaj, ali smo prileteli kot kamen iz drugega planeta. Ne, mi ne, reptili pa ja. No in en tak super reptil je bil tudi papež, ja. Papež, ki je govoril, kako se ljubimo in ne vem kaj, in zdaj prihajajo slike, kako je bil on fucking faggot, kako se on pederajsal, ne. Ja, nimajo zakonskega stana, da so oni samski. A ja, fukali so otroke pa svoje frendičke, zastopaš, v rito. Super, a ne? No, in so govorili o unih svojih maškarah, so tudi povedali, tle gor so imeli razne simbolčke, valjda, pedofilske simbole. A veste, v bistvu njih je simbolika ubila. Ne vem, koliko ste se spuščali, ampak simbolika je njih potovkla, ne. By the way, še enkrat, oni so pravili, da imaš križ v roki in bravo, častimo Jezusa Kristusa. Ker Jezus Kristus je imel ful rad križe, a ne? Nasploh imamo ljudje ful radi križe, da nas prebijajo. Ampak Jezus Kristus ni sam. Biblija, sej vemo, da ni vse čisto tako, kot izgleda na prvi pogled, ampak če si pogledamo od daleč, kadar daješ ljudem, daješ široko odprtih rok. Tako je bil. A vidite moje punce tam zadaj? Tam zadaj jih ne vidite? Punce? Pejte samo, no. Pejte, tudi boste se videli. A vidite, to so moje punce, tukaj pejte samo beh. Tukaj pejte rad živja. Pejte rad živja, to so moje potičke. In one morajo vsa ta predavanja poslušati. Vse so uboge, veš, vse so revice, morajo poslušati vse te, kaj že, flancerije. Ne, niso flancerije, pa niso narcistične, pa niso obremenjene z ničemer. A ne, punce, a ste vidve kaj šibali? Veste, pa pejte šibat, hvala, ajde. Pa je mir. Ne, fan, super. Začel sem s tem komadom in ne vem, kako se je druga verzija prikradla spet na vrsto. Let the sun shine in dovoli, da gre sonce vate. Dajte ga probati loviti, to se ne zajebavam. Tako, kot sem rekel, dajte vodo. A se ga upate pogledati? Ne. Kar. Trening, tako kot zavozati atomsko energijo, rabite trening. Ampak bolj, ko ga spustite vase, bolj ste vi s svojim bratcem, pa svojim verom. A veste, kaj pravijo? Pokazalo se bo drugo sonce, a ne? Naše pravo energetsko sonce. To v tle not. Vsak ima svojega. In ko bomo skupaj zažareli, kakšen power. Komaj vas čakam, da pridete na ta free land, na to svobodno, na pozicijo svobode, ki boste v bistvu mnogo višje nad narcisi.
narcisi so tle, drekači, swamp, močverje, drug drugega podpirajo in si hrbte držijo, pa prst v rici tiščijo, ker je to bolj fajn, a ne. Pa se oblačijo moški v ženske, ženske v moške, skratka vse narobe. Mislim, kje so fantje z jajci, s testosteronom, a ne. Ni jih več, žal, ja, žal, tudi fižol ne pomaga. Premalo je ljudi z pogumom, preveč je ljudi v strahu. Jaz sem rekel, očistite se, seveda zaradi tega, ker tudi v hrani so tudi zmanjševalci testosterona, a ne, so pa pospeševalci estrogena, zato so vsi mnogo tipov, so navadne pičketine, ne, a? Škoda, ker če bi nas bilo več, bi tle mi zaropotali skupaj, tako da čakam kakšnega takega s kohonesi, da bo rekel, jebeno sunce, Deja Turšič, to je potolkla z gobcem, to, dajmo. Ideja je v tem, da se imamo fajn, korak po korak. Za začetek dajte od nas slabe misli stran, ne dovolite, da one furajo cel dan, ne biti zdaj užaljeni ali pa žalostni cel dan zaradi Lucy tudi sonce gleda, vidiš. Bodite pozorni, ona ful rada gleda. Supreme Vision of Lonely Tunes. Ko boste vi začeli razdeljevati besedila pesmi, noro bo. Na 3:1:3:1 je bila ura, ko sem je zataknil film. Mislim, v grlu sem je zataknil. Dajte biti sonce, ker to sonce mi čakamo. Sej pa jaz sem tako se ponavljam, a veš, operte se od znotraj, pijte vodo, operte se od zunaj, skočite v naravno vodo. Ne v klorirano, ne v florirano. Niso to stvari za naša telesa. Mi smo bili podvrženi strupom, napadeni in dajte se odmakniti. Mislim, jaz sem tudi že rekel, da izberite stran. Zaradi mene lahko ostanete v 3D zemlji, boli me kaka. Ampak tisti, ki greste v 5D, tisti, ki greste v čistost srca, ste pa dobrodošli in tisti, ki rabite pri tem dodaten support, podporico. Jaz upam, da jo takole dobite, malo poguma, če pa ne, pa sem precej na razpolago, precej sem odprt, zato ker si ful želim, da nas je ful, da imamo ta pogum, pa da se imamo the best. Da se smečkamo in da se zabavamo in smo zraven kreativni in naredimo nekaj za nas, ne. Barem za pojesti kaj dobrega. Jaz rad dobro jem, pa vi? Uživajte zelo. Sobota, ne vem, če vsak dan visite na medijih, se nas ugasnite, če ne sedete pa kar kakšen dan, ali pa sej mislim, da se že tudi vi izklapljate in ne uporabljate več te digitalije na tak način, ki ste jo. Mogoče tudi vam odsvetujem v tem obdobju branje debelih knjig, ker boste zafokusirani preveč ozko. Point življenja je, da ste široko odprti, da se spoznate malo na les, malo na kuhno, malo na pranje perila, pa malo na več stvari. Ne, da ste ozko usmerjeni v eno znanje in pa rečete, ok, zdaj bom pa vsak dan delal jogo, pa meditiral, pa bom še pil smutije, pa ne vem kaj. Ne boste se od tega razsvetlili, ne verjamete, da ne. Boste sproščeni, odprti, živite z naravo in boste igrivi, raziskovalni in poiščete svoje sonce in zasvetite v svoji polni biti. Ker ko boste vi, torej torej I am, kadar boste brez vsake maske, ne, cesarjeva nova oblačila, kadar boste brez vsega, takrat ste točno to, kar se od vas pričakuje, kar v bistvu univerzum vam ponuja kot nagrado. Samo Satan je deval maske in hitre zaslužke, hitre, nove. Ne gre to tako. Vse to je ena navadna laž, da bi bilo lažje. Se življenje ful lažje, kakor zgleda, veš? Ni taka komplikacija. Uživajte ful. Čau. Evo, mi počakamo.